Takšnega obleganja gola že dolgo nismo videli. Izjemna predstava v Ljudskem vrtu, prava paša za oči nogometnih navdušencev. Akcij ekipe v vijoličastem je bilo preveč, da bi vse lahko uvrstili v prispevek, tako da bomo izpostavili najkonkretnejše. Doseženih je bilo 6 golov, dvomestni rezultat pa so preprečile prečke in vratnice, ki so kar 5-krat rešile Lendavčane. Bili smo enostavno veliko boljši tekmec. Nasprotnik je bil enostavno primoran zaradi ritma, katerega so fanti narekovali, je bil primoran se braniti, vendar je se branil neuspešno. Danes je NK Maribor bil zelo dober, tako da si fanti zaslužijo čestitke. Dvoboj najtrofejnejšega in najstarejšega slovenskega kluba je v deževnem sobotnem popoldnevu poskrbel za revijo golov in za nov mejnik. Prvič v mariborski začetni enajsterici namreč Petar Stojanović, obetavni 16-letni vezist, je pred 2 tednoma proti Celju pobral simpatije ob vstopu v igro s klopi. Tokrat pa je šel kot najmlajši v klubski zgodovini na igrišče že od prve minute. Prav v prvi minuti pa potrditev besed z mariborskega tabora, da želijo streti tekmece in napovednik, v katero smer bo šla tekma. Minilo je natanko 40 sekund, gledalci v Ljudskem vrtu so bili že pripravljeni na prvo slavje ob 11-metrovki za Maribor. Viler je podal kazenski prostor, Osaj ob posredovanju igral z roko in sodnik Žganec je brez obotavljanja pokazal na belo točko, ob tem branilcu Lendavčanov rumeni karton. Vlogo izvajalca 11-metrovke je prevzel Volaš in z natančnim udarcem premagal vratarja Pršo za hitro vodstvo. Bliskovitih 1:0 ni spremenilo predvidenih zamisli in napadalne usmeritve. Nadaljevalo se je z napadi, vrata Nafte pa ogrožalo na različne načine in v 28 minuti je bilo 2:0. Po sprva nekoliko nenavadni situaciji, saj si je Ibrahimi ob pripravi na izvajanje prostega strela dosojenega po igranju Sreša z roko med krajšo razpravo sodnikom prislužil rumeni karton. Toda ostal je zbran, mirno pristopil k izvajanju in natančno poslal žogo v levi kot za povišanje vodstva. Pred odhodom na odmor je ostalo dovolj časa, da žoga še tretjič zatrese lendavsko mrežo. Strelec prvič v sezoni Mitja Viler. Po podaji Mertlja mu prvi poskus podaje v konice napada ni uspel, a je ob Dolinarju spet dobil žogo, ob nadaljevanju prodora po levi strani prišel do kazenskega prostora in položaja za udarec ter spretno zadev mimo vratarja v levi kot. Kvoto sem izpolnil, to je to, en gol na sezono. Ni važno, da sem rekel, da pomagam pri obrambi, da podajam. Bolj smo tudi zadovoljni, da smo po dolgem času držali nulo. Ko smo mi dali gol, da je bila to i nula, ker to z našega vidika je zelo pomembno, da tudi v obrambi ne primemo gol. Moram reči, da tudi Nafta se ni ustvarila. To, kar smo danes dali, danes je šlo meni, sem lepo zadev. Moraš imeti vedno, pri vsakem golu spravi mora biti srečen, tudi kakšna napaka od nasprotnikov. Tako se danes poklopilo in lepe praznike. Naslednje poglavje rapsodije v vijoličastem ob mojstrskem zadetku za novo veselje na tribunah. Tavares je podal na rob kazenskega prostora do Volaša, ki mu je vrnil žogo, kapetan pa v velikem slogu po spretnem preigravanju dokončal akcijo z natančnim udarcem mimo vratarja. Po 4 golih še revija prečk in vratnic, ko so milimetri preprečevali povišanje vodstva. Najprej v glavni vlogi Ibrahimi, ki je po akciji na desni strani pogledal, kje je vratar, se odločil za neposreden udarec, žoga pa je zadela prečko. Nato je okvir gola rešil Lendavčane po udarcu Tavaresa z glavo. Podal mu je Milec po kombinaciji z Ibrahimijem. Prava posebnost v 72 minuti, ko je žoga v eni akciji zadela prečko in vratnico.
Kljub dobremu udarcu z glavo, Beriću sreča ni bila naklonjena. Po preigravanju na desni strani je podal Ibrahimi, Berić z glavo dobro nameril proti desnemu kotu, žoga pa se je od prečke odbila v vratnico in ni želela prečkati črte. Seveda ob vseh teh potezah ni mogla ostati 4:0. Petič se je žoga znašla v mreži po sodelovanju Tavaresa in Berića. Rablju Nafte se je odprla pot do gola in sledil je zaključek na podoben način kot za 4:0, z dobro odmerjenim udarcem po tleh proti levemu kotu. Ob tem ne moremo mimo dosežka Marcosa Tavaresa, to je bil že njegov 15. zadetek v prvenstvenih dvobojih z Lendavčani. Še večjo težo pa ima podatek, da je zdaj sam na 8. mestu najboljših strelcev v zgodovini NK Maribora. Povzpel se je že do številke 75 in prehitel tudi nekdanje ase, kot so bili Tomislav Prosen, Milan Ardnejčič ali Bojan Krempl. Ob Beriću je dodatno energijo ob vstopu v igro prinesel tudi Lesjak, ki mu je kar dvakrat okvir gola preprečil, da bi se vpisal med strelce, prvič ob udarcu z roba kazenskega prostora po akciji Villerja in Tavaresa. V drugem poskusu pa se je po akciji istih udeležencev Lesjak odločil za lop udarec, žoga pa je zadela prečko. Da razmerje golov in udarcev v okvir gola ni ostalo izenačeno, je v končnici poskrbel Berić. Po 5 prečkah in vratnicah še 6. gol. Berić je zadel po podaji Lesjaka z udarcem po tleh mimo vratarja za končnih 6:0, ki pomenijo tudi povečanje prednosti na 17 točk in mirno pričakovanje trilogije z Rudarjem. Se pravi, enkrat se bomo pripravili na Rudar. Bomo odigrali to v sredo pokalno tekmo, pa upam, da z pozitivnim rezultatom. Pa nič, še preostali 2. Upam, da ne bo veliko napak, da jih pol ne bomo rabili popravljati na ostalih 2 tekmah.